Dober dan iz Sevnice. Stanje ocenjujemo iz dneva, iz ure v uro vse bolj resno, kajti resno nas skrbi, da je porast potrjenih v Sloveniji 70, to je zadnji podatek, in da je 9 umrlih. Projiciramo na občino Sevnica in nenazadnje tudi na Posavje in ocenjujemo, da je res stanje resno. Dodatne ukrepe smo še strožja uporaba obvezne varovalne opreme po shemah, predvsem za enoto nujne medicinske pomoči in pa seveda COVID in ambulante, ki pregledujejo bolnike. Kajti izkazalo se je, da je lahko vsaka intervenca na domu ali pa na terenu preko nujne medicinske pomoči usodna. Za naše zaposlene, če pridejo na kraj nesreče pomanjkljivo zavarovani ali pa nezavarovani. Kot smo že vam poročali, smo ogromno truda, misli in dejanj preusmerili v preureditev prostorov in pa nabavo varovalne opreme za zdravstvene delavce. Preureditev prostorov pomeni to, da zdaj smo se prav preizkusili v teh neprijetnih vremenskih okoliščinah, pacienta sprejmemo in pregledamo v toplih, zavarovanih prostorov. Torej, ko bom jaz pacient, bom pregledana v človeku primernih prostorih. To pomeni z vso celostnim pogledom na pregled. Ne samo, da bo vzet bris, ampak da bo človek pregledan in tudi ukrepi se bodo izvajali. Torej vsi medicinsko-tehnični posegi, karkoli pacient potrebuje. Organizirali smo se tako, da nujna medicinska pomoč dela po ustaljenih smernicah, samo še z dodatno varovalno opremo. To pomeni maske, zaščitni vizirji. Danes se že ve, da moramo varovati oči, tako kot sem si jaz nadela zaščitna varovalna očala. To seveda ni dovolj, mora biti v kombinaciji z masko ali pa najbolje, da imamo vizir. Zato tudi pozivam vse državljane, občane Posavja, da naj nosijo zaščitna očala. Danes so v prednosti tisti, ki imajo ta medicinsko-tehnični pripomoček predpisan zaradi slabega vida. Vsi ostali pa imate doma očala, katera so lahko sončna, malo zatemnjena, toliko, da si varujete svoje sluznice v očeh. Nosite masko, priporočljivo je. Če nimate maske, si dajte večplastni šal čez nos in usta in res stroga higiena rok, kajti, kakor vam je znano, zdaj je dokazano, da virus preživi na kljukah, na vtičnicah za lučko, da lahko preživi na naši obutvi in pa tudi na oblekah in na laseh. V zdravstvenem domu Sevnica deluje Center za duševno zdravje odraslih za Posavje. Veste, da s 1. marcem smo praznovali 1 leto, del skupnostne psihiatrične obravnave pa deluje že od leta 2013. Kaj se je zgodilo, zakaj vam to govorim? Danes smo v situaciji, da ima ta del naše zdravstvene službe povečano število obravnav na domu, na terenu, po celem Posavju. Torej, delujejo od Brežic,
Kostanjevice na Krki, Krškega, Sevnice in Radeč. Zakaj? Zato, ker so se dogodili odpust iz bolnišnic, in sicer iz psihiatrične klinike Ljubljana in pa psihiatrične bolnišnice Vojnik, se je dogodil odpust najtežjih bolnikov tudi, ki imajo motnjo v duševnem zdravju. Kaj izvajamo na terenu? Izvajajo se tisti obiski multidisciplinarnega tima, katere opustitev bi lahko imela res izrazite negativne posledice za zdravje pacienta ali pa bi ogrozilo njegovo življenje. Kaj delamo? Priprava medikamentozne terapije na terenu. Dostava tudi zdravil domov v primeru, da pacient seveda nima svojih socialnih virov pomoči. Aplikacija raznih tako imenovanih depo terapije. To je tisto, kar se izvaja na domu. Vsi te kontakti potekajo v skladu z protokoli glede seveda na oceno psihosocialnega stanja in predhodno triažo v zvezi z okužbo, ravno tako koronavirusom. In to naredimo pred obiskom po telefonu. Zato pomemben podatek, da smo dosegljivi na telefonu, ta enota je dosegljiva na telefonu in sicer od 9. do 15. ure. Kakšen telefon je, eden od njih je zelo lahko se ga zapomniti, 07 8 1 6 1 in 3 petice na koncu, 555. Vse je na naši spletni strani, odprli smo, Center za krepitev zdravja je odprl kanal Facebook, tako da tudi tam bomo objavljali pomembne številke in informacije v zvezi z našim delovanjem.